To je Radio 1 podcast. Z imenom benda gremo danes na Kubo, ampak oni ne preigravajo te muzike. Bomo pa govorili med drugim tudi o Gypsy Kingsih, o talentih, o Emi in o tem, kaj se bo vse dogajalo v Križankah letos septembra. Z mano sta Batista Cadillac. Krasna gosta ponovno na mojemu rdečemu zvezdniškemu kavču, ker tle je res gostil same hude ritke, tako da Urban in Matija, Batista Cadillac, welcome. Hvala za obilo. Kako sta fanta? Super. V izteku oziroma v dokončevalnem procesu plate. Tako da malo nervozno, ampak okej. Mi imamo eno skupno točko, to je frizerka Cassie. Včeraj sem bila pri njej, smo se malo pogovarjali tudi o vas in je rekla, huda plata bo stara, huda plata. Jaz tako, pa to bo zdaj malo drugače, kako ne, oni so oni, veš, ampak jo pa delate s kacafuro. Tako je. In tle pa mogoče bo malo drugače. Malo modern twist je. Okay. Se pa še vedno čuti, da smo old school modeli, po moje iz tega ipak ne moramo, ne? In našli ste se pa na žurke, ne? A imam ta prav podatek? S kaj si razkazatom? Jaz bi rekel, da oboje. Po mojem z obema tudi ja. Ampak v tem primeru s kacatom, ja. Tako je. S kacatom smo se na žurki srečali, pa sva pa še midva delala na unem komadu Ne manjka san, ker sva ga dosti hitro oddelala in potem 7 ur skupaj vesela in me je kupil z nekimi modernimi zadevami, trepom in tako naprej, kar sicer meni ne dogaja, ampak so bile dobre zadeve, ne? In me je kupil nekak z nekim poznavanjem neke moderne muzike in sem ga pol na koncu vprašal, malo imamo paniko, a bi ti bil naš producent, ker pač Martin Štibernik nas je mogel odsloviti, kot sem videl tudi na tvojem, je povedal. Ja. Tako da smo pol pač začeli s kacatom in je super. Tako da Batista gre full v trap zdaj. to sem skoraj prepričana, da ne. Ampak, kaj točno vam je dodal na vašo muziko, ki je kot iz enega, bom rekel, vseeno drugega obdobja glasbenega, ne? Ja, vse zaradi tega nam je ta kombinacija ustrezala. Vedeli smo, on je ta mal hip-hopper model, ne? Za nas je hip-hop tak ponastavljen funk, to je vse isto. Nam da se še vedno pet čez, da se plesati. Hoteli smo malenkost bolj klubsko Batisto. Pravi, mi dva itak, dokler smo mi da zdraven, pridemo s starimi inspiracijami, to po mojem se težko spremeni. Ja. Pol je pa pri producentu, pa potem probamo izbrati tazga, recimo smo se s kacafuro potem to zmenili, da nam malo modernosti, malo svežine da v zvok. Recimo biti, pri bitih se mogoče pozna, biti so tle tudi... Pristop do miksa, malo na samplanje, vse zgleda, tudi če smo sami sicer snimali, ampak kot da bi bil v enem underground studiu res hip-hoperjev. Kako pa je delati z njim, kak pristop ima? Ker tukaj pač je par teh glasbenih producentov, ki so zelo znani po svojem ali zamujanju, ali točnosti, ali ne, vemo kako. Mislim, da ko se mi zmenimo, tako imamo vsak toliko stvari, da smo kar točni. Ampak, ko se dobimo, vedno prvo 1 uro neke asimilacije, to nikoli ne moramo iti kar odpreti projekta. Ne moreš kar delati, ne? Ne, 1 uro prvo malo spijemo, nekaj se pogovarjamo, kva se kaj dogaja, pol pa ponavadi jaz začnem na klaviaturah, mičkan že z dolg časa na suho, nekaj malo prešpilava, da ga spavnem, pa se mogoče bi pa kaj odprl, pa on to vidi in Urban še mičkan zapoje zraven in potem odpre, pa smo pa dobri za naslednje 7 ur. Pismo. To si moš kar cajt vzeti, ne? Te procesi, to ne gre nič na hitro, ne? Načeloma. Razen prvni, ki se nalaga leta in leta, no, to je drugače. Lahko gre tudi zelo na hiter, ne? In to je pol sreča, ponavadi pa ne gre. Lahko pa res ne gre. Ne, recimo, z enim od komadov smo v bistvu, po mojem, z drugim začeli in z zadnjim končali, ne? Je bil in tekstovno, in glasbeno, in vse uganka in smo mogli to pač za naprej bi je verjetno kaj hitreje, če bi band postavil, vse zvadi, pa gre samo v studio, to je lahko tik-tak hiter. Mi dva pa vsaj prvih 2 platah do zdaj so želela producenta imeti v tem kreativnem procesu zraven. Vse lažje, verjetno polno. Ja, in smo potem z njim delali, kar pomeni, da smo vse, kar je bilo ustvarjanje kreativnega, kar se sicer nekaj v zadju dogaja, smo delali z njim. Tako da sigurno dlje časa trajalo, kakor bi sicer.
Omenili ste, ne manjka sanje, bil ta komat, ne? A ni bilo to neki povezavi z nogometom, ali kaj že, bo kakor neka himna je bila, ne da? Tako A imam je. jaz prav? To je bilo kaj Evropsko prvenstvo. Evropsko Ja, prvenstvo, tako je. Evropsko prvenstvo in Mercator. Tako. Sta se tle nekako. Kako sta pa vidva s fuzbalom? Zelo slabo. Vsaj To je jaz. tako dobro. Ne, Matija po moje niti ne toliko. Okej. Jaz kar spremljam. Nogomet, Kako si s fuzbalom? žogobrc. A ja, ne, pred parimi leti sem bil še malo noter. Ja? Zdaj nimam pojma. Vse generacije so se zamenjale. To je res. Dokler je bil še kakšen tisk, ko smo leta 2002 še zbirali sličice za Panini revijo. album, Takrat potem si še malo noter, pa še kakšno FIFA odigraš zdaj na PlayStationu, a zdaj nima šans. 17-letniki se posod. Ja, to je res. Ja. Se niti ne gledam, več ali manj mi dva NBA. Kaj pa kaj tako pogledava. šport nasploh? Kako ste- NBA je spremljava. Aha, ja. Če govorimo zdaj o tem, ali govorimo o udejstvovanju športnem. Dajmo tudi o udejstvovanju. Oboje, sam da Basket, udejstvuje, Basket. sem v NBA, ampak v basketu. Ja, to Ja. je. Dončić fangirls. Tako. Eno vprašanje, zdaj pa ne vem, če sem prav zasledila, a sta se mal vrgla tudi dva v podcast vode? Dajmo Ali reči v kaj je bilo to? pogovorčke. Pogovorčke, Ja, okay. ja. Z Majo Kevcem zasledila, no? Tako, z Markec, v bistvu z vsemi, ki so nekako na naši poti, ki smo se z njimi srečali zdaj, ali so bila to neka sodelovanja glasbena, ali so bila to sodelovanja, pridejo tudi neki režiserji, ki so spote delali. Aha, okay. In tako naprej. Vsi, ki so na naši poti, pač, ki smo se z njimi srečali. Kako se pa počuta v tej vlogi? Novo, ampak osvežujoče. V tem smislu, da nisva midva ta, ki naj sprašujejo, ampak midva sprašujejo druge in to Saj so pa to. ljudje, s katerimi smo vsaj že eno pivo spili, kakšno rekli, se poznamo, je sproščeno tako za oba naju in sprašujejo dejansko, kar naj zanima. A so bili kakšne ovire, da kdo ni hotel priti, da ima težave s tem, da se izpostavlja, da govori? Ne, zaenkrat. Ne. Zaenkrat ne. Okay. Zaenkrat ne, po mojem so vsi taki, ki so že to dali kdaj čez. Je pa pač navaditi se morava, ne, na tako stvar. Če nisi notor v temu, pač moraš Sceno ima pasti. ta ful lepo drugače. A je, ne? Moram prav To je pohvaliti. naš plac. To smo na placu. Ja, našem. A kje pa imate place, se res? Plac imamo na Dunajski 106, v vi ste poslovni pa stavbi. Ne Bežigrat. govoriti še zdaj v katerem štuku, ker ne vemo, kdo posluša ta spot. V glavnem blizu FDV-ja smo in imamo svoj lift. Super. O, imate svoj lift. Ja, se to pride prav, ne? Za opremo pa za to. Veš, so sem skoraj veseli. zajokali od veselja. Ne, to je bila glavna stvar, ker prej smo imeli tudi za Bežigradom, ampak nismo imeli lifta in je bila neka druga, tretja klet in to je pač zaradi je bilo tudi malo. To je kar muka, ne? Pa. A delate te pogovorčke v stilu napovedovanja koncerta, ki se bo zgodil v Križankah septembra? Je to nekako, se pravi, priprava na to? Cross PR, ne bi jaz Ja, rekel, ne? ja, seveda. Ja. Ja. Ni zdaj, da imamo mi dva kakršnakoli večje plane od tega. To mi imamo trenutno imamo nekaj časa za dodatno promocijo Križanki in našega obdobja in smo šli malo posnet, malo sprobavamo stvari. Dajmo še malo spromovirati. To je 17. septembra? 17. septembra. Na tako. tvoj rojstni dan. Na moj rojstni dan. In nekje blizu je pa to tvoj, Matija. Jaz sem 2 tedna kasneje. Piš, Prav, on se je rodil na moj rok, jaz sem se na njegov. Tako da v resnici je skoraj moj rojsten dan, če smo čist. Ja. Ampak ga bom kar jaz zapraznoval. Vesel sem, da se je tako No, jaz zgodilo. bom torto Šantal je pojedel. poslala neke termine in sem rekel, da je to je to. Nisi nič še dodaten under pressure. Ne, sploh ne. Ne? Ne, sploh ne. A Ne bodo bom neki- rabo organizirati, ne bom hodil v stroške, v bistvu, mislim, no, nekako bom z bendom, ampak Saj ne veš, kaj ti bojo z bendom pripravili. jih delil. Mogoče ti bojo kakšno bruko naredili tam na odru. Po mojem, da bi znali. Ja. Jaz upam, da ne. No. Mislim, bi bil pa vesel kakšnega presenečenja. Vse no, kaj, če sem nek že zaslon s tem. bo, verjetno za kakšen PowerPoint ga rukant. Ja, še. Jaz si ful predstavljam, da ti pride Maja Kevc za 5 happy birthday. Ne vem zakaj. No, Maja. Tak občutek imam, ker verjetno Maja bo tam, a ne? Maja bo tam, Maja je potrdila na kaj ti teh pogovorih, ki jih imamo, je potrdila, tako da jaz ti jo držim za besedo. Znali bi dobro zgledati, ne? Polne križanke, pa gremo čez PowerPoint tvojih otroških fotk, od zadaj šifrerjev komat, pa kar 15 minut gledamo. Vsi. Ne preveč, ker pa pade mut. Vseeno. Ja, veva, da to rojstne dneve poroke, to kaj smo vse že videla, da delajo od teh točk. A vas najemajo za te dogodke? Tako? Ja. Kako Gremo, sta s tem? ampak mislim nekako vedno manj, zaradi tega, ker nam te neke glasbene želje in to, kar pač tam pride zraven, se ne moreš ljudem zameriti, malo ne dogaja več. Ne? Mi, da so v nekem mlajšem obdobju tega veliko oddelala. Aha, ok.
Ampak eno je to, da so to kar neki dolgi špili v resnici. Mislim, želeli bi imeti verjetno gostje čim več tega, ne? Do jutra. Ja. Tako da ti, če prideš za 1 uro pa pol Pa naporno je bilo. repertoarja in ponovadi ne dogaja, ne? Ker pol morajo imeti pa še en band ali pa DJ-ja in potem... Ena kitara, 2 vokale, tudi naporno, pa tudi rata je vsaj mečkam drugač, ker je band, ker se skoraj da malo fokusi pa parti glasbeni malo porazdelijo med ljudi, tako rabo biti mi da skozi 100% na 2-3 ure. Malo smo imela že dovolj tega, pa po drugi strani pa prišel tudi čas, da dajemo fokus res na band. Kam ste šla najdlje? Po naročilu, da tako rečem. Moja Rijeka. A ste šla dejansko čez... Mislim, čez mejo je bilo. Okay. Ja. Ne, v bistvu ne, sva šla še Premantura. V Italiji je bilo nekaj, sam so bili tudi zamejci. Ja, tam mal čez mejo recimo, da smo šli. Mislim, to je pa ful lepo. Se pravi, segate zelo lepo čez mejo, a ne? Na kak način... Tako rečemo, čeprav je bilo... Ne, bilo je v resnici za Slovence. Vse je bilo za Slovence ali pa za mejce. Ja. Drugač, moja mama je Dalmatinka, sem bil v Dalmaciji, per stani je bila zobozdravnica. Je poznala bi tista Cadillac, sam pravim. Okay. Pa ne preko Slovencev. Dovolj je. In kaj jih pritegne? A je predvsem to tvoj vokal, Urban? Je to muska? Dobro, lahko je pač sam ta vibe v muski. Jaz mislim, da smo tako predvsem v osnovi midva z Matijo sama sva dosegla en nivo igranja in preigrala toliko stvari, da skupaj ta kombinacija res dobro dela. Poznate se že 1000 let, ne? Poznamo se od rojstva. In tudi z bandom se mi pa zdi, da smo tudi tehnično zdaj že lahko po vseh letih, nisem skromen in lahko rečem, da smo res hudi. Vi ste imeli, naprej ste imela band PJs, a imam prav? Z njimi ste naredili Magnolije? Ne, mislim, oni so se pridružili Batisti Cadillac. Okay. Oni so bili PJs, okay. Najprej Pyjamis, kasneje PJs. Ta okrašava, ne? In oni so v bistvu bili prva zasedba. Ja. Zdaj imate pa pol drugo. Kdaj ste jih zamenjali v bistvu? 2021? Tako nekaj tacga bo, v bistvu nekako nismo, mislim, vse smo šli čisto lepo narazen, nismo šli skupaj z vami, plani in tako, kakor pač velikrat. Ker bilo vas je kar dost, ne? Ja. Kar je zdaj ostalo od benda, ki je zdaj fiksna zadeva, povem to neko sito, recimo 3 tranzicij, 3 sprememb zasedb. Tako je. Tako da tudi po PJami se je potem spet še mičkar malo pofiltrirali. Zdaj smo pa tukaj. Bom rekel, se bom ukvarjala bo z vama dvema, kot še z celotnim bendom. Dala sta čez ene par šovov, ne? Bomo tako rekli. Pa verjetno eden od teh je kar najbolj gledan bil v svojih časih. Letos se ga ni bilo. Tako. Ta drugi je pa tudi zelo popularen, ker jaz sploh ne štejem, koliko sezon že. Vidva sta bila v 6. sezoni, ne? Talentov. Ja. A se da kaj primerja to med sabo? Se pravi, emo pa talente. Da se, jaz bi tako rekel, no, z vsem imam malo podoben issue, čeprav nama je vse nekako odskočna deska, promocija deska, pač, ja. Absolutno, ampak nekako tekmovanje v glasbi mi pa nekako potem, ko smo to čez dali, mi pa nekako ne gre. No. Je bila neka šola v bistvu, ne? Če se odnočeš verjetno početi, ne? Absolutno. Težko je, kaj zdaj najboljš, ne? Mislim, te koncepti nama niso bili nikoli blizu, kar pa ni pomenilo, da se vsake 4 leta zaradi malo promocije ne udejstvuje. Ja, absolutno je pač to treba. Mislim, komu mogoče ni treba, ne? Ampak je fajn pač kdaj predvsem zaradi tega, kar si rekla, gledanost. Ne? Ja, pa se ne vem, če primere, recimo, bom rekla emo, kar talenti niso tako staro oddajo vseeno. Včasih je bilo to, res se mi zdi mogoče v Sloveniji bolj tekmovanje, zdaj pa bolj promocija. A ni, da mladi dejansko to platformo vidijo kot prilika, kje se lahko pokažejo in potem odtle naprej gradijo neko pot. In to se mi zdi v bistvu pravilen pristop, ne? Boljše, da kdo jemeš kot promocijo, ja, tako. Ker smo že videli, da v bistvu če ljudje odločajo o tem, se nočem biti zdaj nesramen, ampak te deljene žirije, to 3 različne žirije. Strokovne, druge, tretje. Ja. To je pa vsak ima Magnifico in Silvija je bilo recimo na Emi in ne razumem, zakaj to ni šlo naprej. Ne? Pa poglej, kak ker je to komad, ki bo najbrž ostal. Zavedno bo ostal.
Ampak vi ste pa podobna zgodba. Spomnim, vi ste bili takrat, kaj ste bili tretji ali drugi? Mislim, da drugi. Jaz ne vem, kdo je zmagal takrat. Mi dva veva. Vidiš, no, ampak ne, govorimo o tem, kolikrat se zgodi, da drugo uvrščeni dejansko pol naredi tisto, ta pravo pot, ki si jo je namenil narediti. Vse to je v Sloveniji, mogoče kdaj se boš biti drugi. Maja Kevc je bila podobno, a ni bila? Takrat smo mi kako je bilo ima. To je bil en od singlov, ki smo ga že tako in tako mislili, da se na plato. Samo izbrali, kjer bi bil primeren in šli v to. Mi smo imeli pripravljeno celo plato, že tako in tako smo imeli nek plan za to leto. In zdaj drugo mesto, se pravi, super, smo dobili nekaj prepoznavnosti, ampak to je pomenilo, da smo lahko nadaljevali s tem istim planom. V trenutku, ko bi bili prvi, super, tudi prepoznavnost, ampak naslednjo leto se ti čisto spremeni in naslednjo leto nisi nadaljuješ za Slovenijo. Nam je bilo pa glih glavno to, zdaj smo glih zaštartali, smo glih ogreli motor in zdaj bomo pa se za Italijo pripravljali, naslednjo leto smo šli raj sam naprej po planu, smo že tako malo počasni, zakaj bi bili še tukaj. Pa tudi mogli bi imeti kakšen, moj mnenje, da če že greš nekam na EMO, v eno državo je fajn imeti neko tujejezično stvar, neke demote pripravljene, da pa to res izkoristiš v 100%, ne. Da drugač greš pač ponavadi gor pa dol, ne. Ja, z vsakim, ki je bil tukaj, ki je dal Eurosong čez, so vsi povedali isto, ne. Greš gor, moraš biti res 100% in to je to. In milijarda fotografiranj, intervjujev in to je mi to. smo se za en nastop, mislim, da smo se slabo 2 meseca smo se aktivno pripravljali kot band, nismo prepustili na ključu, ne. En mali gib, to nam je vzelo en mesec. Ker smo pač leseni, ne. Ni bilo nekaj ampak je Žigan Kranjčan dobro naredil, po moje mislim, je v bistvu videl, s čem dela. Je tudi on naredil zelo obetavno kariero, v bistvu, jo dela, ne? Mi da sem ga že takrat videla kot kot kralja slovenskega plesa. Ko sem ga videl, ko se je pogovarjal z ostalimi plesalci, to je bil on starešina pri 18 letih, poznal ga iz gimnazije. Tako da, takoj, ko smo začeli o tem razmišljati, super, on je in plesalc, teater to zastopi in glasbo zastopi, dajmo prijatelja poklicati. Na talentih vam, tukaj sem se malo smejala, na talentih vam je pa Marjetka stisnila zlati gumb. Ja, še zdaj se slišimo. Direktno. No, a sta vas zrejen kdaj novačila pod svoje okrilje? Ne. A to pa ne? Mislim, da je bil edini najin pogovor z Marjetko na televizijskem ekranu. Pa. Je pa vredno omen, da so pa vnaprej se midva že odločila, da če bi bilo novačanje, da ne bi sprejela. To, če bi, sva midva že malo vedela, kako tam stvari delajo. Kaj bi oni z vas naredili? Me skrbi, ja. Ja, vse slišam, mislim, zihar bi imel huda pogodbe, če ne bi razgaja. Pogodba je bila, jaz mislim, da bi bilo tudi volenih porok v igri, pa podobnih zadev. Urban, kako si odkril svoj glas? Ker tvoj glas je verjetno edini v tem prostoru. Sam si izpostavil, da mogoče kakšne majhne sporednice lahko potegnemo s Hamotom, ampak on je bolj v blues šel, ti si pa bolj soul, ne? Odkrito, prišlo kar samo od sebe, ali si kaj mogel ga potrenirati, ali ti ga je kdo drug pomagal najdeti? Ne, sam sem ga najdel. Jaz sem v najboljših časih, recimo, ko sem odkril, da znam pet, to je bilo v otroštvu, sem 7 ur recimo na dan gledal YouTube in različne pevce in skinjeval te pevce in po mojem res neko soul maniro. Mogoče jo zdaj že malo zgubljam, ker pa mogoče začneš v neki točki premalo spremljati celo sceno, ne? Ker se mogoče že ukvarjaš svojo muziko. Ampak... Vse začetke za vsakega dobrega se mi zdi ponovadi tudi, ko reče, so imitacije. Mi dva, ali je on, ali jaz slišal en dober komad, obema bi všeč, v trenutku sva grabila probat. In v trenutku je Urban začel, kako bi kot Tom Jones malo bolj zvenel, kako bi kot Paolo Nutini malo bolj zvenel, Otis Redding, James Brown, in je skozi imitiral. Vse zaradi tega še zdaj dober v imitacijah tudi dialektov. Ja, poti pa to, da vse te trilčke, ki jih recimo Otis naredi, ali pa vse to potem prenašaš na svoj vokal in tako naprej. Ampak ful enega dela, ja, veliko petja, ampak to mi je v veselje. Ja, to si ti, ne? Verjetno to je tvoje poslanstvo, ne? Tako. Ampak vam je vseeno bliže starejša glasba. Govorimo precej starejša, govorimo o tem 50, 60, verjetno. Ja, 50, 70. Jaz rekel 60, 70. 70 mogoče najbolj, ne? Ja. Kaj pa, se da najdete kaj dobrega tudi v trenutni glasbeni podobi? Vse, ampak dost mal. Zaradi tega je meni recimo vsakol kakšne platforme
ne bom poimenoval, ker v resnici sta najboljša po uporabniški izkušnji glih najbolj osovražena. Ja. Ampak ravno to, se pravi, so videl algoritme, kako si ti najdel, zdaj pa videl, da so to preposlušala, komadi 60-ih, direkt na en stil, direkt tu na tako, da bi mi rabel biti všeč in bi rabel slišati že 15 let nazaj, ampak ga nisem poznal, ti si me ga pa zdaj danes najdel. In se mi zdi prek teh algoritmov, da spet malo najdemo še kaj stare tudi muske, kaj nove muske, ker drugače vprašanje, če bi sploh jo midva lahko našla prek YouTubea, ker tam pa suggesta že čisto vse. Ne, drugače pa je, tudi nove muske je kar nekaj dobre še vedno. Ne vem, za primer, zdaj sem poslušal relativno novo plato od Michaela Kiwanuke, pač to res dela, ne. Pa Nutini nama je bil vedno všeč. A on še dela drugače, kaj je tako dosti? Ne, on je v Easy, po mojem. Ja, Nutini je kar v Easy, se mi zdi. Je v Easy, ne, Italijan, ne? Ja, on Scream je naredil single, 4 leta kasneje prišel spat. A vidiš ti to, a? Kje je zadnji koncert, na katerem sta bila hota, tako kaj po koncertih, ne kot nastopajoča, ampak kot obiskovalca? Čakaj, zadnji dober koncert je bil Hooverphonics iz Belgici, trip, hop, ta 90s varianta, mal stringsi, počasna melodija, vokalna, ženska. Nekaj tazga je bilo po mojem, ta zadnji. Jaz sem bil po mojem na zadnjem dobrem koncertu na Michaelu Kiwanuki. To, kar si rekel, ne? Ja. Vse sto Regena. Ja, drugače sem pa ful slab z pa ni časa? obiskovanjem. Kje se ustavi? Pa ja, najbrž to, ne. Ja. Najbrž to, po moje. Malo je Bi si zvira, se želel, pride. po moje moram to zdaj malo spremeniti, ja. Pa hoditi malo več. Kaj je zanimivo, tudi pride v Ljubljano, ki je v kinu Šiška, pa kam pa je tudi tako razprodan, potem nič ne moram dobiti tisto, kar me slučajno zanima. Težko planiraš, no? Kot muzičar, po moje. Ja, malo težji, no. Pogledamo skoraj da v ponedeljek, kva je ta teden, ne? Tako da je za 3 mesece naprej recimo si nakupujem karte, ne? Koncert, ker ne vem, a bom lahko ali ne. Priprave so zdaj pospešene zaradi križank, ali imate še zmeraj nek pomleka? Ne vem, kak tempo imate, kar se tiče vaj. Mi imamo vsak teden 2 vaji. A res? Ok. Ja. Pridni. Tako da ene vaje so vokalne, zdaj postavljamo en koncept, kjer bomo peli samo band, brez back vokalistk. In se probali malo približati temu nekem Eagles vibe in tako naprej. Ok. Pač probali bomo. Ampak dobro ratuje zaenkrat, tako da ene so vokalne, ene pa z bandom, ne, kjer delamo ali vkolikor so neki špili sprotni, pač malo obnovitvene, mogoče kakšen aranžma spremenimo in pa sproti se pravi tudi novi komadi. Dost zaradi vašega imena, ne? Folk misli, da pač, da ste vi pač da špilate latinsko-ameriško glasbo, ne? A se morate še zmer ukvarjati s tem, da razlagate, da je mogoče vama že blizu, ampak da vi pa imate nekaj drugega za ponuditi ljudem? Skoraj na vsakem intervjuju. Je se to zgodi? Ja, mislim, zato, ker se ljudje velikokrat ne pripravijo, ne? In ti pa rečejo, pa bi lahko rekli tudi, da ima Batista nek latinsko-ameriški prizvok poleg soula, ne? Ja, lahko ima, 15 let so pač to igrala, nas lahko zdaj pustite na miru. Tako zdaj še vedno, mislim, vsake tok časa, recimo na koncu z Afrikancijo, kakšno mehiško staro zašpilava sam midva. Jaz se recimo niti ne obremenjujem več s tem, ker kaj je muska, mene to vse Batista Cadillac, kar je bilo 10 let nazaj ali zdaj. A je bilo sploh kakšno drugo ime v igri? Pa sta se pa mogla odločiti, sta se iz prve, ne? Bila sta se iz prve odločila po ogledu, se najbrž si zasledila po ogledu enega dokumentarca o Kubi, kjer je en star Kubanc rekel, da ta pravi Cadillaki so Cadillaki iz časov Fulgencija Batista. In to nam je bila ful dobra zgodba in takrat sva res preigravala veliko te latinsko-ameriške in to. Pred tem recimo smo imeli pa Žaža Bizar, je bil band ZSA, pa Žaža Gabor, smo bili pa mladi funkari, 16-17 let stari. Kako ste pa njo odkrili, oprosti, ampak ona je pa res stara, gospa pa že takrat, no? Spomnim se točno od dneva tam blizu osnovne šole, tam, kaj je živel tudi Urban, ko sem v gimnaziji, nek časopis sem bral in je bilo v križanki. Žaža. Nekaj. In jaz nisem vedel niti, kako se izgovori, sem mislil Zaza, nisem vedel, je to grško ali kaj, pa sem videl, da je mađarsko, Suzana to krajšava in da se Žaža reče, pa je bilo pa pač ona pa vsaj iznakažena, smo nekako prišli še do Bizar pridevnika, po mojem zaradi komada How Bizarre.
Pa 2 zaja tam 2 reja. Tako kot Batista, smo malo gruntali, kako kaj izgleda napisano. Zajebano je imeno, ampak je bilo simpatično za Sam včas. se spomnim, ko se je pojavil Batista Kadle, pač takoj si ga zapomniš. Yeah. In to je zelo dobro, ker če imaš težavo, po mojem, že s tem pismo, kako je že band, pa da ima ful neko predolgo ime, recimo. BC. Takoj ti mora Before ostati. Christ, pa se spomniš. Ja. Na Kubi sta bila? Ne. Okay. Vidiš, že zaradi tega ne morete imeti tega. Ne morete vi preigravati muska. Če tako pogledaš. No, ampak ste pa bili predskupina Gypsy Kingsom. Bla sva. Oprosti, to je pa... Hudo, ne? To je pa hudo, ja. Lepo si povedal, ja. Kako je se zgodila ta povezava in kako je bilo tam, ne? Mislim, da smo A ste jih spoznali? Smo jih. Smo jih spoznali, se slikala z njimi. Mislim, to je bilo itak čist noro. Mi, ko smo začela to preigravati in ko smo res padla v to, ker nam je to čisto dogajalo, v enem obdobju smo res sam to delala in smo res in so rekla, fakt, če je bila midva predskupina Gypsyjem enkrat. In pa smo bila predskupina Gypsyjem, prišla so pa do tega tako, da je Radio Aktual, takrat mislim, da to imel čez in smo midva že prej po mojem zaradi talentov, ker so videli, da igrava to latinsko-ameriško muziko, prišla to oglašvati na to. In potem, ker jim je bilo to všeč, so predlagali, kot sem razumel, temu Gypsy Kings managementu, oziroma so jim dali to v odobritev, če je bilo to ok, in potem smo prišla še za njih. Tako da so na Gypsyju naprej odobrili, da sva bi dva špilala, kar je bilo nama najbolj. Se to največ šteje, ne? Oni so rekli, sta ta malo dva dobra. Ampak nama je bilo najbolj smešno, da so se glih eno leto, predvsem tem, so se pogovarjali, si predstavljaš, da bi prišli v Stožice Gypsy Kings in da špilava. Ja. In točno 12 mesecev kasneje se je zgodilo. To je en izmed teh redkih izrečenih sanj želja, ki so nam je dejansko izresničili. Oni sploh v bistvu niso planirali imeti predskupine, pa je pol nekako se to zgodilo. Na talentih so videli, ko so igrali mi Manero po finalu, so videli, da znava mi da to igrati. In so potem samo posnetek poslali njim, dober je, pa je to in so nam povabili. Nama se zdi, da je bilo nekako tako. Ampak mislim, da je bilo... Ne, se kar spomnim, je bilo točno tako. Ne, mislim, da so rekli... Glih, da nisem z Nikola Sareja sem govoril in potrdil tega. In kako je bilo pol, ko ste jih vseeno spoznali, pa to so vas pohvalili oziroma so dali mogoče kakšen... To sem sole, ne. Mečkani. Ful so mečkani, res imajo vokale, pa res so mehni, pa tak vokal. Ne, pač noro, ne. Jaz sem to poslušal, jaz se spomnim to prefotro doma, ki je bilo gor na hi-fiju Gypsy Kings in jaz sem tisto plato, taka rumena je z neko pisano kitaro, ki v bistvu so greatest hits. Jaz tisto, ki sem slišal, je bilo kva je to? To je tako dobro. In tudi tam imamo mojmu zdaj, ki sem pokazal. Gypsy Kings se zadnjič mu zavrtim neki. Tata, meni je to všeč. Dej še. Zdaj se mi bo zamerali, ne? Ker moram pač skozi smet na repeat, ampak še zmer boš kot Baby Shark. Ja, to pa je tako. To je v vsakem primeru. Ampak delajo, no? Mene ta muzika izredno blizu, ta ciganski vibe. Sami dva sta bila pa zihar ful priljubljena v šoli, a ne? Mi dva? Ja. Mi se glede na glasbeni okus. Ne, to so bila edina dva v osnovni šoli. To smo bili, vesolci smo bili. Ja. Jaz sem imela kar dober. Jaz sem imel enega sošolca, da je AC/DC poslušal, to je bilo vse. Kaj so daljše lase, ko vse punce. Aha, ti, okej. Oba dva. Ti si imel to dolgo čupo, resno? Jaz sem imel kot Jim Morrison, jaz sem imel dolge skravžane. Ja, ker si vidim, da imaš... wow. Zdaj sicer nimam več ti moči v laseh, da bi se lahko to špogel. Imam pa še jih, ko jih pa pač enkrat, ko se bo začel kazati, da jih mogoče ne bom več imel, sem pa pobril. Čak, da to malo še malo zraste. Po moja pol grejo tudi lasje. Kaj AC/DC so poslušali, ali kaj si rekel? Ne, da sem imel samo enega sošolca, Erika Špicarja, ki je vsaj AC/DC poslušal, da sem se lahko z enim zastopal glede muzike. Kako ostali? Ne, 50 Cent, recimo je bil, bilo je kaj Bebop, Game Over, tam drugi, tretji razred, Murat in Joe, seveda, to smo znali celo plato. Pino je imel neki Sean Paul, pa to mi je kar neki dogajalo, ampak ne, drugače se mi zdi, da veliko ljudi muzike nima za tako pomemben faktor v življenju. Ne? Jaz si recimo življenja brez muzike sploh ne predstavljam. Jaz v srednji šoli, ko sem si dal gor, ne vem, takrat sem Clash poslušal, pa to sem si dal gor Šura in sem v to v slušalkah in hodil do šole, jaz sem bil najjači v tistem trenutku. Zase. Mislim, ne vem, pač vibe, hodiš,
dolge lase, neki zrihtan in dober komad. Meni je to bil cel svet, muzika. Ne? Jaz sem skozi poslušal muziko. Eni pa pač imajo muziko tako, pač malo za v avtu ali pa za neki, da neki brni doma, da ni tišina. Ne? Če sem imel s kom problem, recimo, to se jaz to spomnim, se so oba dva verjetno, skozi sem imel težavo s kakšnim, veš, vrstnikom, AC/DC ali pa Led Zeppelin, preden ga srečaš, zaradi da si našpičen, ali se bomo rabili kaj. Ampak to, kar si opisal, mlad pa slušalke gor, pa to mesi, da mladina še zmer tako dojema muziko. Ker, ne? Zdaj so spet te velike slušalke, če tako peljaš, so spet v igri in točno tako so opremljeni in ta izraz, pač kamno lica, ne? In mi smo najjači. Mesi je to gre, kar prehaja iz generacije v generacijo naprej. To je bilo zame ful pomemben v življenju ta muzika. No. Brez muzike si sploh ne predstavljam. Pa kaj bi pa vlaja, če ne bi bilo v glasbi? Pismo, jaz ne vem, no. Nisem razmišljal veliko. Razmišljal sem v osnovni šoli, sem razmišljal, ker sem bil ful priden, pa nek odličnjak, pa to sem razmišljal o veterini. Ker sem prišel v srednjo šolo, ker sem bila z Matijo sošolca. So ti rekli, ne, nisi ti to ta? Sem šla v srednjo z Matijo, je bilo vse drugo pomembno, veliko smo špricali in sem videl, da pač ne bom bil veterinar najbrž, ker to ne šlo skozi. In pol nisem več veliko razmišljal o tem, kaj bi lahko še bil. Pa glasba se je pa zgodila, si prav na nek čist naraven način. Ja. To, da je vaju dva pripeljala skupaj, no? Ne, mislim, od rojstva se mi da poznala. Jaz smo bila itak skupaj, muzika je samo še bolj povezala, ker sem prišla v srednjo šolo, pol Lahko bi ti poslušal čist nekaj drugega, pa se tlele ne bi našla. Ne? To. Sva imela pa tudi svoje preference, pa svoje zanimanja, da je bilo to povezano s fotom. Njegov je več Amerikane poslušal, moj recimo tudi več kaj evropskega. Pa vsak, ki je zvedel, sva drugmu nosila na platno stvari, imel neki countryja, jaz ne vem, kaj iz Belcanto. Ja. Mi smo si presnemavali kasete, mi smo bili malo pred vami. One CD-je si pekla in to, pol si naredil mix in pol Matija meni, jaz njemu in to in tako. Moj brat nas je navadil, takrat še ni bilo MP3, tako da tam do 21 komadov si spravo gor, ta mančič. Pa gor, zaradi tega tam, da si lahko napisal gor naslove, pa je bilo še vedno dovolj placa. Ja, absolutno. Kako gledata, ponudil si mi vprašanje na vzpon countryja? A bi se lahko znašla v tem žanru? Komod. Ker glasovno, leto sem pomislila. Jaz sem poslušal bluegrassa, countryja, vseh podzvrsti countryja, ker moj fotor je najbolj bil v temu. In je meni to... Tega so veliki igrali tudi. Ljuba zvrst. Tako da, komod. Country je itak, sploh ne vem, koliko je zdaj vzpona, veš, v Ameriki, ker sem se pogovarjal s folkom, je country itak ena bolj pomembnih nekih zvrsti. Ampak pri nas, če pogledam, ne vem, evropsko tržišče, pa sploh se mi zdi Slovenijo, da od tega pa še nismo imeli, da bi komu zvonil telefon. Pardona me, sem jih prej hotel ga ugasniti, pa sem ga očitno prižgal nazaj. Kaj pa imaš, neko muziko imaš? Mislim, ne, nič tazga. Nič tazga? Nek iPhone ring, po mojem. Jaz sem mislila, da ima kakšno znano melodijo. Ne. Ok. Ti imaš tudi že otroka, jaz se spomnim, ker sem na enem vašem koncertu. Imaš že 2? Ja. Od kdaj? Od 9 mesecev nazaj. Resno? Čestitam. Oh my God, nisem vedela. No, ampak nazaj, ker sem bila na vašmu, si imel samo enega sabo in je konstantno silo na oder. Ja. Prav on je želel biti gor in je bil res najbolj srečen. Verjetno zato, ker si bil ti gor in tvojemu naročju, ampak se najde tudi tako, se že vidi ta povezava z glasbo, jo že čuti tako, kot ti. Ful, ja. Mislim, on ima že nekaj, on že meni reče, da mi vlada kreslina, tati. Res? Pa da mi Beatle ve. Mislim, Beatle že toliko pozna, da v bistvu, ko sliši pač neki od Beatlov. Help. Ja, pač karkoli, že v bistvu jih toliko pozna, da tudi če ne pozna komada, to so pa Beatli. Okay. Ja, pač te moje komade, zdaj zamer se ti lastna muzika, no, toliko moram to vrteti. Toliko tega vrtiš? Ja. Po eni raziskavi sem gledala, da se ti komad zameri, ga moraš baje slišati 200-krat. Da se ga naveličaš. Kao? Če ni toliko dober. Mi da znajo 1000-krat to poslušati, če je dober. Ja. Ampak jaz sem si znal zameriti, no. Jaz recimo AC/DC, ko smo prej omenjali, to je bilo po moje koncu osnovne šole. V osnovni šoli po moje sva jih do konca osnovne šole prerasla, tako da sva šla pol naprej. Ampak recimo AC/DC dolg časa nisem mogel slišati, ker sem res... Ampak je bilo pa do takrat 1000-krat. Ja, sigurno. Ampak bi zdaj, recimo, če jih zdaj si daš, pa poslušaš? Ne, cool, sem sprobal. Jih slišaš mogoče na drugačen način? Ja, na drugačen.
še več spoštovanja, ker imamo več snemanja za sabo, da kako so dečki to znali zgodna 70-ta narediti. Ne? A boš otroka usmeril v določen žanr, recimo, če boš videl, da bo šel v kakšno drugo, ne toliko kvalitetno smer, ga boš proval nekako smer drugam, ali boš pustil, da se zgodi, kar se zgodi? Ne, jaz ga bom probal, če bo Oziroma pač oba. izrazil. Če boste izrazila neko željo po glasbi, ima lahko zaradi poznanstva pač zrihtam učitele oziroma prefokse, ki se mi zdi, da bojo najboljši za njo. Ampak ne bi pa neki, no, ker se mi zdi, da s tem lahko sam zasereš, ne? Da silaš otroka v neko stvar. Vidva nista imela te izkušnje, ne? Da bi vama nekako sugerirali, kaj je dobro, pa kaj je slabo. Ne. Jaz sem nižjo glasbeno naredil klarinet, to se mi je takrat zdelo in so rekli, prav pa 5. Matija je tolkala, sicer nižjo glasbeno. Pa v bistvu vse ostalo je bilo pa samo potem zaradi neke želje in... Suporta, tako kratko povedano, ni bilo kaj dost. Pa imam nekjer, glih dovolj so bili pametni oba para staršev, da so vedeli, da je to zafrknjena pot. Tako da, ne vem, jaz vem za mojega fotra, da me kar brcal stran od svojih inštrumentov. Okay. Tako da sem rabo to malo naskrivaj. Mislim, skozi je bilo Mogoče je bilo tako. to fora, ne? Kar te je stran. Tako upornik pa si načeloma po naravi v tistih letih, glih okoli 13-14 in seveda, Prepovedan sadež. Kaj ima, zdaj bom šel v to. Še bolj, ne? Škaj, bila je podpora, ampak še vedno je bilo zraven skozi. Najprej šola. Od tega ne moreš živeti. Ampak to je bilo recimo za začetek. Vse palka sva ratala dobra, pa so bili tako že bolj podporniški, pa so naj upeljali na kakšen špil. Ampak sej je težka pot v resnici, vse to ni izziv. Ni, pa tudi živeti od tega. Ja. To je še zmeraj, se mi zdi v Sloveniji zelo težko. Ja. Milijonar si težko, vsaj v Sloveniji, če ti rata pač čez, pa ja, ampak po moje živi od tega dobro v Sloveniji, kaj, enih 5 ljudi. Pa loterijo se ti po mojem bolj splača skoraj doplačati. Misliš? Ali pa zelo trdo dela, to vseeno. Ja. Oziroma, na različne kanale so usmerjene, dajmo mogoče tako reči. Še en tvoj citat iz enega od intervjujev, kot pravijo, 10% talenta in 90% treninga. In še zdaj nismo približno tam, kjer bi morali biti. Ste? Komentar na to. Ja, nikoli ne bomo. Bomo vedno med, kada bi rekel, med 89 in 89 pa pol treninga. Tudi če bi skozi vadili. Pri nas je recimo mal problem, nekaj nas je v bendu, nas je 6, smo razposajeni, zanj že zafrknil to isto po celi Sloveniji in se težko potem usklajujemo. Tako da tudi mi, ko se dobimo, takoj začnemo sam vaditi, nekaj dost simulacije, kot je bilo recimo pri Kacafuri v studiu, to kar hitro gremo, ker smo vezani na uro. Kar že je to, da je vedeti, da očitno imamo premalo vaje. Okay. Če nimamo čas dolg za čas tisti ti mora biti. Če ti je dolg čas na vaji, pa nimaš nam za delati, pol si res lahko pa si že najboljši najbrž. Ampak to je v bistvu posodne, če tako pogledaš. Ja, mislim, veš kako je včas, te bendi najboljši, recimo iz 70-ih let, pa to, oni so skrb živeli. Ja. Oni so skrb živeli, recimo, in so sam to počeli v life. Ta community, recimo, ja, Dorsi pa to. Dobri, to je bila, cele četrti so bili v bistvu, ker je folk živel, se družil, ideje so prihajale, ustvarjali, kreativni procesi so tekli čisto na nek drugačen način. Ne. Kada bi se recimo zdaj vsi preselili v Detroit, pa ste pač tam. Petak so vsi popadali v prvih, drugih letnikih gimnazije, pri 15 se je odločil, jaz bom glasbenik, zdaj bom naslednjih 5 let kradel po trgovinah, da bom imel za jest, ampak se pa zna mogoče kaj narediti. To so bila 60 leta, to je zdaj čist drugače. Ja. To me še zanima za konc, kakšni so še vaši cilji? Recimo, Križanke bo zelo pomembna stopnička, je pomembna stopnička v karieri vsakega slovenskega glasbenika, se mi zdi. Kaj pa pol naprej? Se že kažejo obrisi česa novega, želja, očitno, če si neki dva zaželita, to kar gre, no, za to, ne, po vzoru Gypsy Kingsa. Probali bomo, se lahko povem, po moje tudi malo Srbijo. Okay. Zdaj smo naredili v bistvu 2 komada na plati, bo ta srpska. Tako da malo še za širšo regijo nasplošno. No. Ja. Se temperament imate prav. Ja, ker mogoče, da to tudi manjka, tudi kje druge, oziroma imajo verjetno ljudje tudi to podobno miselnost, kot imamo midva, tudi še kje druge, ne povezano z mejami, tako se inspiriramo s tujo muziko.
Ja, mislim, pa nismo šli v to res ne zato, da bi šli samo kot biznis, nek biznis model, ok, zdaj gremo pa v tujino, zato ker pač bili smo v studiu in smo naredili nek funk komad in sem razmišljal, kako bi recimo zapel Oliver Mandić ali pa Dino Dvornik ali pa kakorkoli, kako bi one dva recimo na to, da mal padem ven iz tega svojega klasičnega soul pogleda na stvar. Ja. In pa sem začel brati neko spakedranščino, srbsko, hrvaško, karkoli in polje Matija, ker je pač Pol Dalmatinc mu to malo laufa in je on že sproti malo si pisal. Okay. In potem smo rekli, ok, da gremo v Srbijo. Ne, zakaj? Dogajalo nam je. Funky disco je bilo za tega, pa Mandić, pa Dvornik, tako smo bila že v tem mindsetu. In potem je pač Matija spisal komad, še malo s parimi Srbi preveril, je to cool, je to srbsko, Ja. na koncu A smo bi itak palilo? ugotovili, Ja. da je čisto vse en, ker se že toliko meša vse dol, da ni take panike, ampak ja, smo popedelali in jaz mislim, da bo delal, no. Res dobro. Se pravi, daj po Križankah že gremo v to smer. A že zdaj? Zdaj smo bili že, mislim, se po mojem lahko povem, zdaj smo bili vabljeni na Novi Sad Jazz Festival, brez da bi izdali te srbske neke zadeve. No, vidiš. Bomo videli, če bomo igrali in če uskladi založba to z njimi. Okay. Ampak, ja, mislim, valjda čim prej, ne. Leta so tle, ne moramo čakati 7 let, pa pol, pa mogoče Srbija. Jaz bi to čim prej izvedel, pa začel v tej smeri gledati in če bo seveda, da bo to dol zafunkcioniralo, mislim, da moramo iti v naslednjo plato srbsko. Okay. Ne. Ja, jaz držim pesti, da bo tako, kot pač Bomo videli. ste si zamislili. Najprej pa damo Križanke česa. Prav. Tako, ja, Pa step by step je pa tako, itak naš modus step by step, operandi, ja. pa da ti zapojamo vse ne bo štepa 2 tedna kasneje. Prav. Tako. Boste dvakrat, pa si bom zapomnil. Točno to. Ej, hvala, ker ste prišla in vse dobro še Hvala naprej. tebi. Hvala tebi. To je Radio 1 podcast.